To je morda pozitivno sporočilo za Savdice, ampak kaj pa za Združene arabske emirate? Ker Ariel, sporazum med ZDA in Združenimi arabskimi emirati je pogosto veljal za zlati standard. Abu Dhabi se je odpovedal bogatenju in predelavi, česar Saudska Arabija po poročilih ne bo potrebovala storiti. Kakšno sporočilo torej to pošilja Združenim državam Amerike, Združenim arabskim emiratom, ker so bili tudi Združeni arabski emirati eni najmočnejših podpornikov ZDA med to vojno? Prav. Torej, veste, bili so Savdici, ki so rekli, da če Iran dobi jedrsko orožje, bi ga morali imeti tudi oni. Emirati niso izrazili nobene takšne ideje in že imajo civilne jedrske objekte, civilni jedrski program. Zato dvomim, da bo to spremenilo stališče Emiratov glede jedrskih zmogljivosti v regiji. To odpira možnost, da bi tudi druge države iskale to pot, ne le jedrske tehnologije za civilne namene, ampak morda celo za vojaške varnostne namene. Kot ste omenili, ta dogovor, sodeč po poročilih, saj kot rečeno, nismo videli njegovega besedila, bi dovolil neko obliko bogatenja urana. Manjka mu veliko določb in nadzora, ki bi to preprečili. Veste, na katere države mislim. Turčija, Egipt, na primer, morda si želijo pridružiti tekmovanju v jedrskem oboroževanju. In zato je veliko zaskrbljenosti, ne samo v Izraelu, ampak tudi v regiji, da to, kar se s tem začne, ni premik Saudske Arabije k naprednejši civilni energetski infrastrukturi, ampak prej odpira vrata jedrskemu oboroževalnemu tekmovanju, kar številne v regiji spravlja veliko negotovost. Prav, Ariel, še vedno ostajamo pri temi Rijada in Abu Dhabija. Po mesecih javnih napetosti Saudska Arabija in ZAE na subtilen način poudarjata svojo enotnost. Visoki uradniki so v torek ob natanko 19. uri objavili usklajena sporočila, v katerih so hvalili skupno zgodovino in vodstvo ter poudarili, da se morajo mediji izogibati spodkopavanju tega odnosa. Za dodatno utrditev upanja na obnovljene odnose se je danes pojavila ta fotografija, na kateri sta saudski obrambni minister princ Khalid bin Salman in podpredsednik ZAE šejk Mansur bin Zayed Al Nahyan. Ariel, kaj naj si mislimo o tem? Časovno je to zagotovo zanimivo. Leta napetosti med ZAE in Saudsko Arabijo so se kopičila zaradi razlik v Jemnu. Zdaj Jemen ponovno grozi Saudski Arabiji. Kako naj vse to razumemo? To bi jaz imenoval diplomatska predstava strani Abu Dhabija in Rijada, da pokažeta, da njune razlike ne pomenijo, da je zaliv šibek in da je lahka tarča. Ta dva mlada gospoda, ki jo trenutno vidimo na zaslonu. Saudski princ na levi in emiraški podpredsednik na desni, oba sta brata vladarjev v svojih državah. Brat prestolonaslednika Mohameda bin Salmana in brat predsednika ZAE Mohameda bin Zayeda. To je, kot veste, poskus prikazovanja neke vrste enotnosti v zalivu sredi teh stalnih iranskih napadov. Zdaj, ko so se vključili še Hutiji, pa ali to pomeni, da s to sliko sta Rijad in Abu Dhabi zakopala bojno sekiro? Daleč od tega. Še vedno obstaja veliko razlik, vendar to vseeno kaže, vsaj strani Abu Dhabija, da niso zaprli vrat za poskus obnove odnosov s Saudsko Arabijo. Obstaja razhajanje interesov in veliko konfliktov v regiji. Naprimer, Jemen je eden od njih. Drugi je Libija in že samo odnosi, ki jih imajo Združeni arabski emirati z Izraelom, so še en vir napetosti. Torej, to ne pomeni, da so odnosi, veste, spet na pravi poti. Če bi videli sliko njihovih bratov, ki so vladarji, to bi bilo morda nekoliko drugače, ampak moj prvi odziv bi bil prav tako enak, da je to zaradi ustvarjanja videza, da pokažejo, da zaliv ni razdrobljen. To sta dva ključna akterja, ki sta zelo pomembna pri oblikovanju enotnega stališča v zalivu, in to je sporočilo, ki prihaja, ki kaže na globino dvostranskih odnosov in enotnost. To je tema v vzajemnih sporočilih, ki smo jih videli prihajati tako iz Rijada kot iz Abu Dhabija. To ne bi smelo biti razumljeno kot znak, da je vse v redu in da so vse razlike v mnenjih med obema državama odpravljene. Ampak kažejo, da dajo prednost enotnosti v zalivu
pred svojimi razlikami, ko gre za skupne grožnje, ki je Iran, Huti in tako dalje. Družbena omrežja ne povedo vedno celotne zgodbe. Zanimivo. Ariela Oran, hvala za posodobitev. Hvala.